Lepo pozdravljeni v oddaji Report. Posvetili se bomo založbi Pivec, ki ima kar 20 let. Tako da je z nami gospa Milena Pivec, ki nam bo več povedala, kako se je pravzaprav začelo in tudi kaj vse pripravljajo v letošnjem jubilejnem letu. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Takole, kako se je pravzaprav vse začelo pri vas? Ste predvsem knjižna založba za literaturo. Ja, ne čisto samo za literaturo, tudi za kakšne učbenike, priročnike, znanstvene monografije, pa tudi glasbo, ne boste verjeli. Torej, kako se je začelo? Jaz sama sem ves čas, čeprav sem jezikoslovka drugače, sem nekako pristala najprej knjigotrštvu in potem v založništvu. Torej, šla sem skozi vse tri velike sisteme, DZS, oziroma takrat še Državna založba Slovenije, potem Mladinska knjiga in ko sem se vrnila iz Ljubljane v Maribor in ko so se začeli rojevati naši otroci, sem pristala pri založbi Obzorja. No in ko je ta v konec 80-ih padla v neke težave, oziroma v 90-ih, sem bila na razpotnici, kaj narediti. Pri založbi Obzorja so sicer rekli, da lahko tam ostanem, ampak nisem vedela, kako se bo ta zgodba nadaljevala, pa tudi ves čas sem v sebi gojila neko tiho željo ustvariti nekaj svojega. In ker so bili otroci že dovolj veliki, najmlajši sin je takrat imel 15 let, sem se posvetovala v družini, dobila podporo, zbrala ta pogum, ker malo ga je potrebnega za tak korak, in sem stopila pač v novo zgodbo, zgodbo založbe Pivec, ki je kar nenadoma postala stara ali pa mlada 20 let. Dejansko pripravljate zdaj kar nekaj aktivnosti, pa se mogoče spomniva še tudi na kakšno stvar, ki ste jo sicer prepustili zdaj v drugim roke, pa vendar dolga leta je veljala za vaša. Gre torej za pesniški turnir, se pravi ne samo izdajanje knjig, ampak tudi promocija, spodbujanje, tekmovanje pesnikov. Ja, torej promocija je vedno bila zelo pomemben del našega dela. Pesniški turnir se je prav tako kot glasba nekako prikradel v našo hišo in pri nas ostal dolga leta. Sedaj, ko založbo prevzema mlada ekipa, česar sem izredno vesela, kajti ko nekaj postavljaš in potem v začetku ne razmišljaš, kako se bo to nadaljevalo, zdaj preprosto, potem ko se razvije, se začneš spraševati, a bo to šlo naprej ali ne bo, in za oboje sem vesela, tako za pesniški turnir, ki je doživel ves svoj razmah in ki se prav ta teden zaključuje drugo leto v novi zgodbi. Prevzela ga je založba Pranger. In da o založbi sami ne govorim, založba pa tudi prevzema novo vodenje, to je moja hči, ki je sicer partnerka v založbi, in tako da zgodbe tečejo naprej. Imava še tudi zanimiv koledar na mizi, Štajerski argo ali Štajerski argo. Po štajersko je treba povedati, ne? Ja. To pa je tudi ena posebna zgodba. Ja, kar nekaj takih uspešnih zadev se nam je odvrtelo in Štajerski argo je gotovo eden izmed njih. Argo zato, ker smo na Štajerskem. Imamo knjigo posebej, najprej je bila knjiga z QR kodami, preko katerih dostopate do posnetkov. Zgodba je nastala v sodelovanju z Radiem Maribor, kjer je Nika Mirt, takrat še anonimna, vmes se je kot avtorica razkrila, jo začela seveda, no in potem smo dodali koledar, ki je tudi prav tako velika oziroma še večja uspešnica in ki prihaja na mize, police, ne vem, pisalne mize, marsikoga, ne samo v Mariboru, tudi preko mariborskih meja in tudi preko meja Slovenije. In
Najbolj veseli smo, ko ga zagledamo mogoče v kakšnem filmu. Recimo, ni skrivnost, da je pri naši založbi vse knjige izdal zelo uveljavljen avtor Avgust Demšar in po njegovih knjigah so bile posnete te serije Primeri inšpektorja Vrenka in sama sem kar poskočila, ko sem enkrat videla tam v pisarni tiste ene torej voditeljice enega projekta, naš štajerski Argo na mizi. Tako, kaj pravzaprav vse pripravljate zdaj ob 20-letnici? Torej, pravkar te dni izide nova bukla, v kateri bo pogovor z mojo hčero Zalo in z menoj ob tem jubileju. Seveda načrtujemo, najprej smo v torek 11. aprila nazdravili založbi, marsikdo nas je obiskal, ljudje si to lahko ogledajo tudi na naši Facebook strani, voščili so nam, vsem se res iskreno zahvaljujemo. Torej, kot se spodobi, jaz vedno pravim, da po dobrem delu je treba tudi dobro praznovati. Pripravljamo en večji družabni dogodek, seveda bomo tudi naredili akademijo kot z našimi avtorji, poslovnimi partnerji, nekatere knjižne izdaje, malo več se nameravamo pojavljati tako v knjigarnah kot v medijih, verjetno pa je največje darilo, ki ga sebi in založbi letos pripravljamo, selitev v nove prostore, ki jih že zelo potrebujemo in se jih neizmerno veselimo. In nenazadnje potrebujete jih tudi zaradi tega, ker imate knjige, da boste lahko knjige kam dali, ne? Ja, do zdaj smo jih sicer tudi spravljali, ampak še bolj se veselimo tega, da bo v tem prostoru tudi prostor za naša srečanja. Katere knjige so v zadnjem času izdali oziroma jih nameravate letos? Mogoče vsaj avtorje naštejeva, ne? Ja, mi imamo kar nekaj hišnih avtorjev, to je že omenjeni Avgust Demšar, tukaj je dr. Dragan Potočnik z svojimi tako potopisi kot leposlovji, velik poznavalec islamskega sveta. Tu je Bina Štampe-Žmavc z svojimi neverjetnimi slikanicami otroškimi, da ne omenjam našega Igorja Plohla, torej avtorja na invalidskem vozičku, ki pa je neizmerno aktiven. Potem jih je še Manica Musil z svojimi šivanimi slikanicami, ki je znana po vsem svetu. Tako da kar veliko, seveda naš štajerski Argo, prihajajo tudi zapisi iz Močvirja, skratka veliko zanimivih naslovov bo. Pa Tone Partljič, moramo tudi njega omeniti, seveda. Malo je pri eni založbi, malo pri drugi, ampak ne, ker bi se obračal po vetru, ampak zato, ker je še vedno dejaven in tudi pri vas. Tako, toliko piše. Mi smo zelo veseli, da nam je Tone zaupal svojo čudovito zgodbo, torej svojo čudovito knjigo kratkih zgodb Strnišča, ki smo ji dodali še podobe prav tako Prešernovega nagrajenca, seveda Tone Partljič je tudi Prešernov nagrajenec, torej fotografije Stojana Kerblerja, tudi Prešernovega nagrajenca in res dobivamo odlične odzive o tej knjigi, prav ta teden jih predstavlja v Dravogradu in Radljah in knjiga pravkar odhaja v ponatis. Tako, najin čas se je danes iztekel. Hvala lepa, da ste prišli in seveda čestitke za 20 let delovanja. Najlepša hvala za povabilo in vabljeni na naše dogodke. Dragi gledalci in gledalke, ostanite z nami, kaj kmalu se vrnemo v studio z novim gostom. Lepo pozdravljeni. Studio oddaje Report smo opremili z miniaturnimi slikami Jožeta Kovača, slikarja, ki prihaja iz Slovenj Gradca in pravkar razstavlja neke druge slike v Žalcu. Kaj več o tem nam bo povedal kar sam. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljen. Zdaj, če takole pogledava najprej te slike, ki ste jih vi prinesli k nam. Dve smo pustili tudi na mizi, da jih vi lahko primete v roke in poveste, kako ste se lotili pravzaprav in zakaj je ideja takšna nastala? Ja, to sem jaz malo začel razmišljati, da imam eno razstavo v Žalcu, me teče, imam odprto do 3. maja.
to sem začel pa malo razmišljati malo bolj tržno. Izven tega kmečkega. Zdaj, jaz bom slikal kmečke motive, ko sem se rodil na kmetiji in si videl, kako se to dela včasih, ko so vse ročno s konji, z vilami, z grabljami ukopavali krompir, grabi se še zelo, zdaj na roko, kaj so bolj hribi. Na to idejo sem pa prišel, začel razmišljati malo bolj tržno, ker z slikarstvom preživljati se ne da. To moraš imeti kar nekaj kilometrine za sabo, naprimer 20-30 let, da te ljudje spoznajo, moraš imeti svoj stil, v svojem stilu, svojo tematiko. Jaz sem prve slike, ko sem začel slikati, recimo leta 21, sem kupoval reprodukcije ameriških slikarjev in sem tam začel malo gledati, mi so pač všeč takšne žive barve. In sem začel preslikavati pokrajine, sem takrat bo slikal, pa mi je rekel eden Anton Repnik na Muti, je rekel, ti ne delaj to. Rekel, če boš delal to, ne boš prišel nikamor, rekel, delaj boš tiste svoje stvari, svoj stil. Lahko greš na naravo, lahko pogledaš, ampak tisto, kaj ohraniš v duši, tisto naslikaj. No in na teh slikah, na teh srcih pobarvanih, na teh srcih, ki ste jih prinesli, so prav lepe romantični motivi. Ja, to pa te male srčke, to pa jaz sem naslikal že 15 in bom tu napravil eno razstavo, ko bomo imeli okrog 30. Tukaj sem pa začel razmišljati, bo tržno, da bi ponudil kupcu. Naprimer, te stvari mislim še prenesti na računalnik, oblikovati kot čestitke. Jaz so, naprimer, prodajal za rojstne dneve, za obrojstvo otroka, o poroki in take podobnosti. Te čestitke imate v trgovinah malo morje, če komu hoče se čestita za poroko ali za rojstni dan. To so tiste klasične čestitke, ko nekdo potegne za računalnike neke slikce, to ni problem narediti. Ampak jaz to delam čisto svoje, unikat. To ne dela mogoče nihče v Sloveniji, mogoče v širšem svetu, svetovnem merilu, to sem si sam nekaj izmislil. Tu me čaka veliko dela. Jaz sem bil v pokoju, ampak jaz sem tako razmišljal, da bi to nekoga zaposlil, da mi to na računalniku oblikoval. Tako, da dela bo kar... ročno slika, to ni noben problem. Tako da dela boste kar veliko imeli. Kaj pa je razstavljeno zdaj v Žalcu? To pa je tam ima pa pokrajina. takšne kmečke motive, ko imate ti vi v roki to zgibanko. Jaz sem več slik zraven, ampak s temu gospodu sem napravil se tam enih 3-4 slike, ko je bila korona na to temo. Ampak je rekel, gospod, napravimo samo razstavo s to kmečko tematiko. Pustimo to v strani, te slike smo izločila. In dala smo naslov Utrinki s podeželja. Imel sem tudi eno razstavo že letos na Zgornji Mutli, to je bilo recimo 2 meseca nazaj, tam je zelo mala knjižnica, tam sem imel 9 slik. Zdaj naslednjo akcijo načrtujem, ko bom v Žalcu zaključil 3. maja, recimo sem vzel 1 mesec pauze, in bom poskusil junija napraviti nekje v Mariboru, malo večje mesto. Imam tudi enega prijatelja v Mariboru, ki smo srednjo šolo obiskovali skupaj v Ljubljani. Vse 4 leta smo hodili isti razred, on je tu slikar, piše še 6 Viktor, mogoče ga Mariborčani že kar precej poznate. In imam plan. On mi je pred 2 letoma predlagal, je rekel, napravi par zgibank, to, kar jih vidite, to gor položene na mizi in jih prinesi meni, jaz bom malo pokazal naokrog, ker sam je težko. On je že precej poznan slikar in tako sem se, upam, da ga bom danes z njim sestal, da mi bo on pomagal narediti še kakšno razstavo, ne v Mariboru, ampak tudi mogoče v kakšnem drugem kraju Slovenije, ko on je iz Kamnika doma. Nekako jaz to načrtujem. Vi sami pa ste pravzaprav začeli že slikati in risati zelo zgodaj, kaj ne da? Že v osnovni šoli ste pokazali zanimanje za to. Ja, to je res.
Jaz hodil v osnovno šolo, jaz sem zelo imel veliko veselja do risanja. Imam še 2 brata doma, nihče nima tega talenta, niti oče, niti mati. To ti je dal Bog in to ti je prirojeno, jaz hočem to dar izkoristiti polno. Počutim se zdravega, zakaj ne bi poskušal še naprej doseči neke više cilje. Pa povejte, kaj takole, ko se lotite doma slikanja, to traja, to dobite tak neki navdih in se morate takoj lotiti ali lahko tako planirate? Jaz to malo spomnim se nazaj, kako se delavno na kmetiji, dobim kakšno idejo, malo to poštudiram, malo si narišem z svinčnikom, pol si to narišem na platno, tudi sproti še kaj zmislim, ko imam vse narisano, začnem te moje slike obogatevati z barvami. Ravno sedaj delam eno večjo sliko, format 60x60, ker bo naslov slike bo družinska trgatev. Bo zelo malo, ne bo tako realistična, malo bo naiva, realizem. Nekaj takšnega sem jaz začel razmišljati. Ker gledam te slikarje gor na Facebooku, veliko umetnikov slika naravo. To ni problem napraviti. Če imaš malo talenta, polje, travnik, drevo, to sploh ni problemna slika, ampak to, ko jaz delam, to je pa, moraš kar precej razmišljati, kako boš postavil figure, da dobiš tisti učinek, te gibe ljudi, ko so zlagali kope, ko so grabili, ko si travo, pa te zadeve, malo se ti pomagam, ko slikam slike na YouTube. Pogledam, imaš tudi na YouTube kakšne takšne stvari, ampak to ne preslikavam ništa. To je, barve so moje, ideja je moja. Ravno to je tisto, ne? Se pravi, čeprav nekje nekaj pogledate, dobite, je vaše delo na koncu vseeno, vaša ideja. Me je rekel ta gospod Repnik, ko je umrl pred 4 leti, je rekel, če boš druge kopiral, ne boš prišel nikamor. Je rekel, mora delati se svoje stvari. Tako, in med drugim, recimo, če lahko tudi dvignete tole srce k sebi, da ga bojo tudi gledalci videli, take prijetne, lepe, romantične, kot sem rekla, podobne. Ja, to sem se sam zamislil. 2 zaljubljenca, ne vem, to z tega, jaz razmišljam, da bi iz tega napravil kot prodajo, kot čestitko, ampak to je predvsej dela, torej treba prenesti na računalnik, ne vem, narediti napise okrog iskrene čestitke za poroko, nekaj mojega. Tako. In ne nazadnje, že sama podoba taka, kot je pa tudi primerna na steno, bomo rekli. To je res, ja. Lahko tudi kupite te stvari, ko imel to razstavo, ko teh stvari imel dovolj, bom tudi razstavo, enih 30 teh stvari planiram, da jih imam 15, recimo, bom tudi razstave naredil okrog. Mogoče v Žalcu, v Slovengradcu, tam okrog blizu mojega konca, v Velenju, pol Maribor ni tako daleč, recimo 1 uro, imam tudi neki plan, mogoče letos, da bi Ljubljani napravil eno razstavo, ker imam tudi tam sestrično, imam neke prijatelje in ne bi bilo problemi to. Tako, tako da še vedno ste precej produktivni in najlepša hvala, da ste bili tukaj, predstavili tako to nastajajočo razstavo, kot tudi tisto, ki jo imate zdaj že v Žalcu. Hvala lepa. Ja, vam tudi hvala za povabilo. Dragi gledalci in spoštovane gledalke, vi pa ostanite z nami, kaj kmalu se vrnemo. V studiu oddaje Report gostimo Borisa Soviča, ki nam bo malo več povedal, kaj vse se dogaja prav ta teden v mestni četrti Koroška Vrata. Imajo namreč pomlad ali, tako kot smo nekoč rekli, vigret. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Tako, vreme sicer ni najbolj pomladansko, ampak pri vas pa je vigret. To je še dodaten razlog in spodbuda, da bi se čim več ljudi udeležilo prireditev. Vigret je že 19. po vrsti. Ideja je, da se predstavi kreativnost tako zaposlenih kot prebivalcev mestne četrti
in pripravljenih je veliko prireditev v sodelovanju z osnovno šolo Prežihovega Voranca, sodelujejo pa mnoge druge institucije, Mariborsko športno društvo Branik, potem 3. gimnazija, Lutkovno paragledališče Zvitorepec, ki je edino takšno v tem delu Evrope, sodeluje zdravstveni dom Maribor in še mnoge druge institucije in posamezniki. Najbolj pomembno pa je, da sodelujejo tudi prostovoljci. Kar nekaj stvari se je že odvilo v ponedeljek. Ponedeljek začnemo, torej vsaki dan zjutraj je telovadba pod drevesi, ideja je, da se promovira zdrav način življenja. V ponedeljek je tudi bila otvoritev razstave naše klekljarske skupine Taščice v prostorih mestne četrti Center. Ta skupina deluje že vrsto let, je zelo prizadevna. No, torek je pa pravzaprav posajan z mnogimi dogodki, poleg jutrajne telovadbe, tudi literarna delavnica, ki jo vodi Zora Ajurič, tudi okrogla miza z ministrico, ki je letos naša častna gostja za digitalno preobrazbo, gospod dr. Stojmenovo Duh, na temo izzivov sodobne družbe, izzivov, ki jih prenaša informatika. Na kateri so sodelovali pravzaprav tudi drugi, ne? Ni samo ona prišla, ne? Tu so zraven še 3. gimnazija in osnovna šola. Zelo točno. Torej, pomembno je, da je to komunikacija tudi z mladimi, zato sodelovanje osnovne šole Prežihovega Voranca, zato sodelovanje 3. gimnazije. Na ta način pravzaprav se tisti generaciji, ki bo pravzaprav najbolj doživljala to digitalno preobrazbo, tudi omogoči komunikacija in nazadnje tudi postavljanje velikih vprašanj, ki so zdaj zelo aktualna. Mogoče za malce starejše, vsaj tako stereotipno, ne, ali pa za srednjo generacijo, pa so bile tudi meritve krvnega sladkorja in pritiska. Ne? Ja, to pa v jutranjih urah, ko še nismo tako hudo razburjeni. Ja, res. Torej, promoviranje zdravega načina življenja je pomembno, ne? In seveda meritve, udeležba v preventivnih programih tudi, zato mestna četrt to spodbuja in pri tem aktivno sodeluje zdravstveni dom. Meritve so enkrat mesečno in tokrat v torek, oziroma v sredo, kjer pravzaprav se povabi prebivalce in prebivalke mestne četrti, da se odzovejo, da preverjajo parametre. Hkrati pa tudi izrecno promoviramo sodelovanje v državnih preventivnih programih, kot so Svit, Zora in Dora. In če se malo vrneva nazaj na ponedeljek, ne, se pravi otvoritev razstave ročnodelskih izdelkov skupine Taščice, to razstavo seveda se ni bilo moč pogledati samo v ponedeljek, bo še kar nekaj časa na voljo. Gotovo, ta razstava bo odprta še kar nekaj časa, praktično v aprilu, in vabljeni seveda vsi, da si pogledajo te izdelke res pridnih rok, zelo zavzetih gospe, ki v tej skupini sodelujejo že vrsto let. Ne nazadnje pa morava napovedati še eno zanimivo dogajanje, ki se bo pa zgodilo v sredo. Govorimo torej o gledališki predstavi Sadno-zelenjavni raj tega lutkovnega para gledališča, kot ste ga že omenili prej, ne, Zvitorepec. To pa je posebna skupina in posebna predstava. Ja, res, to je inovacija. Takšne prireditve in takšnega ansambla pravzaprav ni v tem delu Evrope. Gospod Petrovič je spiritus movens tega projekta, vključuje težko zaposljive skupine in ustvarjajo res impresivne predstave, delajo v prostorih GT22, pa tudi gostujejo naokoli že nekaj časa in še nekaj časa bojo delovali, upamo, ker je to res zelo dober način aktivacije posameznikov in prenašanja pozitivnih vrednot, kar je danes zelo aktualno. Tako, se pravi, že prej ste omenili, da je to edinstvena skupina posameznikov, ki so ne nazadnje postali kar poklicni gledališčniki. Težje zaposljivi posamezniki so zdaj postali poklicni igralci, ki ustvarjajo tudi kostume, rekvizite in tako naprej, skratka kreativnost par excellence. Veste mogoče o vsebini, vsaj malo? Ja, seveda, ta predstava ima naslov, torej je v glavnem trgu 22, in predstava ima naslov Sadno-zelenjavni raj. To je tisto. Nočete pa povedati vsega zaradi tega, da bodo gledalci oziroma obiskovalci malo presenečeni? Absolutno. Ja. Morajo biti, ne? Ja. Kako pa sicer mestna četrt Koroška vrata deluje? Ne samo zdaj v tem tednu, tudi drugače ste kar precej aktivni z raznimi dogodki, z raznimi prireditvami. Mestna četrt je ena od največjih v Mariboru.
je pravzaprav, mislim, da tudi najmlajša po strukturi prebivalstva, tako tisti, ki imajo stalno, kot tisti, ki imajo začasno bivališče. In prizadevamo si za izboljšanje življenjskih pogojev in pogojev za delo in bivanje vseh, ki v naši mestni četrti so. Zato smo evidentirali vrsto odprtih vprašanj in pobud, ki jih dajemo mestni občini. Imamo ves čas komunikacijo, s katero želimo, da se stvari izboljšujejo. In je to pravzaprav ideja, ne? Mi smo zastopniki občank in občanov, delujemo v njihovem interesu, smo tudi najbližje občankam in občanom, najlažje zaznamo probleme in jih tudi poskušamo, kolikor je le mogoče, reševati na način, da jih posredujemo tistim, ki so za to pristojni v mestni občini. No in če takole pogledamo predvsem kulturo, ker v tem tednu zagotovo ste na nek način prežeti s kulturo, zavigradjo, ne? Društva lahko pridajo do vas, sodelujete tako s šolami, z društvi, z raznimi skupinami? Gotovo. Prostore mestne četrti, ki so na Jurčičevi ulici 8, dajemo na razpolago na osnovi razpisa tudi številnim društvom, skupinam, kreativnim posameznikom, zato da lahko tam ustvarjajo in praktično so ti prostori ves čas polni in si seveda tudi želimo, da bi čim prej mestna četrt dobila svoje prostore, mestna občina se za to prizadeva v Langarjevi vili in to bi potem omogočalo seveda razmah te dejavnosti. Vendar že zdaj, tudi v takšnih razmerah, ne, zelo intenzivno sodelujemo zlasti z šolami. Na naši mestni četrti je zelo veliko šol, imamo 7 fakultet, 5 srednjih šol, 2 osnovni šoli, 5 vrtcev, skratka, to je zelo velik potencial, medgeneracijsko povezovanje doživljamo in ustvarjamo v praksi. In to je pravzaprav nek način, kjer prihaja do novih pobud in do novih oblik kreativnosti. Sodelujete pa tudi kar veliko za sosednjo mestno četrtjo, s centrom. Najprej zato, ker so nam dali prostore, ne, da lahko v tem trenutku, dokler nimamo svojih, ne bivamo. Razen tega pa smo meščani Maribora in je pomembno, da izvajamo projekte skupaj. Tak smo recimo naredili projekt obeležitev 140-letnice prve žarnice, torej začetka elektrifikacije v tem delu Evrope. Potem tudi ob 8. februarju smo imeli branje poezije na Grajskem trgu. Skratka, mislim, da je pomembno, da sodelujemo v korist občank in občanov. Ne nazadnje, ne? In verjetno boste tudi v letošnjem letu še tako nadaljevali. Absolutno, to je ambicija vseh, mislim, da je v interesu vseh, ne? Maribor ima veliko kreativnih potencialov in če se povezujemo, če sodelujemo, je rezultat še boljši. Tako, najlepša hvala, da ste prišli, predvsem v tem tednu, ko je Vigrad pomlad v vaši mestni četrti, tako da upamo, da se bo to razlezlo še naokrog, da bo pomlad tista ta prava res prišla. Hvala za vaše simpatično vabilo. Tako, najlepša hvala. Dragi gledalci in spoštovane gledalke, vam pa do naslednje oddaje Report nasvidenje.